Super. Lepo pozdravljeni v imenu Pomurskega tehnološkega parka, organizatorja današnjega dogodka. Moje ime je Marjetka Jakob in sem vodja projekta Subjektov inovativnega okolja, v sklopu katerega se bo odvijal tale webinar. Na temo Spoznajte oblikovalsko orodje Canva. Webinar je za vas udeležence brezplačen, saj ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spomnila bi vas, da se dogodek snema in vam bo posnetek skupaj s prezentacijo do konca tedna poslan po mailu. Moj sodelavec Tomaž pa bo naredil tudi zajem zaslona, da evidentiramo še vašo prisotnost. Preden predam besedo moji današnji gosti, gospe Moniki Horvat, bi želela današnjo prisotnost, ki je nad pričakovanji, izkoristiti in vas informirati s podpornimi programi, ki so na razpolago tako tistim, ki o samostojni podjetniški poti šele razmišljate, kot tudi tistim, ki že uspešno krmarite na trgu. Tako bom delila prezentacijo. Tako bi Monika prosila, da mi dovoliš. Samo sekundo. Evo, poskusi, če zdaj deluje. Ja? Samo sekundico. Napisala, dovoljeni prostori. Tako. Zdaj upam, da jo vidite. Tako. Evo, se vidi, ne? Tako, najprej bi vse udeležence vljudno povabila na še en zanimivi webinar, ki ga pripravljamo v maju. Na njem bo govora o razvpitih kriptovalutah. Predavatelj bo gospod Jernej Vrčko, ki bo tako laikom kot tudi tistim, ki se s tovrstnim investiranjem že ukvarjate, približal to tehnologijo še bližje. Pa si še enkrat lepo prečitaš. Webinar se bo odvijal 5. maja, prijave pa bomo, mislim, da je Tomaž že začel zbiranjem, bolj intenzivno pa ob koncu tedna. Bi pa vas opozorila, da bo udeležba bistveno bolj omejena, kot je bila na ta današnji webinar, zato tiste, ki vas res ta tehnologija zanima, ki vas zanima ta tematika, da se čim prej tudi prijavite. Vse tiste, ki pa imate kakšno inovativno idejo ali pa razvijate kakšen nov izdelek, storitev ali pa uvajate kakšen nov poseben poslovni model, pa se pri tem srečujete z ovirami, negotovostjo, neznanjem, vas vabim, da se oglasite v našem tehnološkem parku, kjer vam bomo pomagali, da bodo vaše odločitve hitrejše, pravilnejše. Ključni pogoj za vašo vključitev v naš program pa je izdelan minimalno sprejemljiv produkt, torej MVP, oziroma vsaj približek tega, da ga lahko ocenimo, ali vaša ideja, vaš produkt, vaša storitev, model ima ta potencial na trgu. Seveda je naš cilj, da pomagamo osvajanju znanja in trgov željnim posameznikom in podjetjem, ki boste z veliko verjetnostjo beležila napredek, se pravi, da boste zaposlovali, da boste ustvarjali pozitiven denarni tok, da boste prodirali na tuje trge in podobno. Zdaj, pri čem se pomagamo? V bistvu pri sami evalvaciji poslovnih podjemov, tako pri zagonu same dejavnosti iz tehničnega in pa tudi vsebinskega vidika
potem pri iskanju virov financiranja, tako povratnih kot tudi nepovratnih virov. Potem svetujemo na različnih področjih, od financ, računovodstva, marketinških aktivnosti, pomagamo pri pripravi poslovnih modelov, načrtov, investicijskih elaboratov, pri navezovanju stikov, organizaciji B2B sestankov, izvedbi tudi promocijskih vsebin. Bi pa poudarila, da je delo tu s posamezniki, kot tudi s podjetji, zelo individualno, poglobljeno, kar seveda zahteva od posameznika precejšnjo aktivnost, pripravljenost za učenje, s ciljem seveda, da se te specifične ovire, problemi odpravijo in se dejavnost odvije v želeni smeri. Tu bi vas seveda še vse povabila, tisti, ki se niste udeležili naših, oziroma ki se niste še prijavili na naše novičke, da to storite čim prej preko same spletne strani in potem tudi sledite preko drugih medijev. Zdaj vem, da prihajate iz celotne Slovenije, bi pa še enkrat poudarila za vse tiste, ki ste v vzhodni kohezijski regiji, ki imate sedež svoje dejavnosti na vzhodu, da je še vedno odprt vavčer za prototipiranje. Žal se je za zahodno kohezijsko regijo slednji že zaprl in sedaj tisti, ki ste na vzhodu, pa imate res priložnost, da to izkoristite. Skratka, kaj pomeni v bistvu vavčer za prototipiranje? Imate seveda možnost sofinanciranja razvoja samega produkta ali storitve ali kakšne aplikacije, in bi seveda to želeli predhodno preveriti na trgu, se pravi, da je namen izdelave tega prototipa preverba potencijala na trgu, potem oblikovanja cene ali preverba poslovnega modela in podobno. Tako da tu sredstva so še vedno na razpolago, v višini do maksimalno 5000 evrov si lahko za ta razvoj prototipa pridobite, kar predstavlja 60% stopnjo financiranja. Kriti so stroški zunanjih izvajalcev, se pravi, da vam zunanji izvajalec pomaga pri tem razvoju, bodisi pri testiranju, pri dizajniranju, načrtovanju, programiranju, pri sami tehnični izvedbi prototipa, v kolikor gre za fizični produkt. Skratka, ti stroški zunanjih izvajalcev so lahko upravičeni. Zdaj, pogosto me podjetja potem tudi vprašajo, kdaj je rok za oddajo teh vlog. Dejansko tu roka ni, ampak je do porabe samih sredstev. Tako da, če kdo je v tej fazi, da razvija prototipe, naj potem to prijavo oziroma se odloči čim prej. Predpogoj, da pa oddate popolno vlogo, pa je, da se pri enem od subjektov inovativnega okolja, kamor spada tudi naš tehnološki park, oglasite, da naredimo tisti uvodni diagnostični intervju, da dejansko preverimo, če je ideja tako daleč, da je smiselna potem tudi izvedba prototipa in nadalje prijava na ta vavčer za prototipiranje. In potem to potrdilo, ki ga mi izdamo, je tudi nekako obvezna priloga k sami vlogi. Bom tako rekla, da se vloge odobravajo zelo hitro, tako da v roku 15 dni boste imeli v rokah, tistim, ki seveda bo pozitivno odobrena, pogodbo in potem vam sklad tudi določi časovno, v kakšnem času morate dejansko oddelati ta prototip. Zdaj v samem postopku ne bi šla podrobneje, nekaj pogojev tu je, da podjetje ste lahko stara največ 5 let, da morate imeti vsaj enega zaposlenega, da se pa pri tem upošteva tisti, kolikor gre za samostojnega podjetnika, da se potem ta samostojni podjetnik že upošteva kot ena zaposlena oseba. Dejansko potem od oddaje vloge pa do oddaje zahtevka morate imeti to osebo potem tudi zaposleno.
Zdaj, to je verjetno jasno, da prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge, se pravi, da ste v tej fazi še v fazi priprave ali pa ideje, skice, skratka v teh predpripravah na končno potem izvedbo prototipa. Zdaj v samem postopku, se pravi ta diagnostični intervju najprej pri nas, potem se na podlagi pozitivnega mnenja izda to potrdilo in oddate vlogo in potem v roku 15 dni lahko pričakujete že tudi sklep strani sklada. Potem bi pa vas še spomnila, da je odprtih še kar nekaj vavčerjev na podjetniškem skladu. Na slajdu vidite, da ta vzhod, zahod pomeni dejansko, v kateri kohezijski regiji je vavčer še odprt, tako da vsi tisti, ki imate na primer namen certificirati svoje stvari, na primer ISO certifikati, ali pridobivati patente, se pravi, da želite zaščititi intelektualno lastnino, tudi ti vavčerji so za podjetje v sodni kohezijski regiji še na razpolago. Gre v bistvu za zelo priročen inštrument, preprosta vloga je in gre za zelo hitro odobravanje strani sklada, tako da zelo hitro pridete potem tudi do povračila nastalih stroškov. Potem odprtih je še nekaj nepovratnih sredstev, gre v bistvu za kredite in sicer tiste za subvencionirano obrestno mero, kjer vam sklad dodeli še tudi garancijo. Verjetno ste tudi videli, da so na razpolago krediti za blažitev posledic epidemije. Gre tudi za kar precejšnja sredstva in seveda ste vabljeni vsi tisti, ki pač imate v planu, da boste investirali, da boste karkoli nabavljali, da se poslužujete teh ukrepov. Namreč obrestne mere so bistveno ugodnejše od tistih, ki jih dejansko najdete pri bankah kot komercialni kredit. Potem eno neuradno informacijo v rdeči barvi vidite, da bi se naj v petek odprl ponovno razpis P4D. Gre v bistvu za spodbude za digitalno transformacijo podjetij. Je seveda primeren za nekoliko večja podjetja, ki ste v tej fazi, da si pa te preobrazbe seveda želite ali pa je ta nujno potrebna zaradi vašega procesa. Tako da vabljeni, da tudi spremljate ta produkt. Potem nekaj pozivov, razpisov boste našli tudi na Javni agenciji za podjetništvo Spirit. Tu bi še posebej povabila tiste, ki bi si morda želeli se udeležiti te svetovne razstave Expo 2020 Dubaj. Namreč tu nas Javna agencija Spirit poziva, da naj pritegnemo podjetja k sodelovanju na tej svetovni razstavi. Preko teh ukrepov, ki so pa tu navedeni, pa bi potem podjetja imela tudi možnost, da si pokrijete te stroške, ki bi bili povezani z samo nastanitvijo, samo potjo v ta kraj. Tako da, če bi obstajal z vaše strani tudi kakšen interes, mi lahko tudi napišete oziroma se mi kar oglasite. Potem do konca meseca, aprila, rok je 30.4., pa je odprt še en razpis za vse tiste, ki se nahajate na problemskih obmejnih območjih. V bistvu je razpis namenjen sofinanciranju začetnih investicij in pa ustvarjanju novih delovnih mest. Tu poglejte, v katere občine so dejansko upravičenci, imate pa seveda priložnost, da si pridobite 20 do 600 tisoč evrov sredstev oziroma povrnjenih stroškov. Je prav tako zelo zanimiv produkt, lahko financirate stroške opreme, tudi samih nepremičnin, renoviranja in podobno. Tako, sedaj bi pa povabila še sodelavca Boruta, da vam predstavi. Borut, si z nami? Ja.
Ja, v bistvu Borut pri nas v našem tehnološkem parku skrbi za področje internacionalizacije, B2B mreženja, predstavil pa vam bo še kaskadni sistem financiranja, ki se ponuja v sklopu programa Horizont. Tako da Borut, izvoli. Hvala Marjetka, dober dan. Kaj reči, dejansko sem bil povabljen, da predstavim eno od zadev, s katerimi se tudi ukvarjamo oziroma ponujamo kot storitev, in sicer konkretno gre za en projekt, kot je Marjetka že omenila, kaskadni. Kot vidite, jih je v Evropi trenutno kar nekaj, če gledamo Trinity, i4MS, Rima, Hubcap in tako naprej. Skratka, logika pri vseh je več ali manj podobna, gre pa za to, da dejansko se poskuša skozi določene javne pozive nekako analizirati in najti primerne tehnološke rešitve, ki bodo v bodoče aplicirane oziroma uporabljene tudi v drugih industrijah. Konkretno DIH ima ravnokar odprt drugi poziv, ki je odprt do 30. junija. Gre za tako imenovano prvo fazo, kjer dejansko ponudniki predstavijo svoj projekt oziroma eksperiment, kot se imenujejo v teh kaskadnih sistemih oziroma projektih. Logika kaskade pomeni, da gre dejansko za projekt, kjer določeno projektno partnerstvo večjih inštitucij, ponavadi digitalnih inovacijskih vozlišč, dejansko v svojih državah poskuša testirati določene rešitve. In ta drugi del je potem namenjen ravno temu, da dejansko podjetja z svojimi projekti uspejo in dobijo financiranje. Trenutno govorimo o DIH na kvadrat projektu, kjer je dejansko izziv kjer so dejansko izziv problemi v proizvodnih podjetjih, ki se jih da reševati z pomočjo robotskih rešitev in se nanašajo bodisi na povečanje varnosti robotiziranih delovnih mest ali v razvoju umestnikov, ki spremljajo človeka in reagirajo na njegove bodisi govor, dotik, posnemanje. Skratka, več si lahko preberete oziroma po potrebi tudi me kontaktirate. V naslednji fazi, kdo se lahko prijavi, dejansko gre za podjetja, ki so mala, srednje velika podjetja, z manj kot 250 zaposlenih in letnim prometom manjšim od 50 milijonov, oziroma v tem primeru tudi nekoliko večja podjetja, kar pomeni manj kot 500 zaposlenih z manjšim prometom od 100 milijonov in pa bilanco manjšo od 86 milijonov. Možne so različne kombinacije, se pravi, lahko imate eno proizvodno in pa eno tehnološko podjetje, ki ponuja rešitev, ali pa recimo situacijo, kjer imate eno proizvodno, pa sta dva ponudnika rešitev, ki se komplementarno dopolnjujeta, ali pa da imate eno tehnološko podjetje, ki ponuja rešitev in dejansko dve proizvodni podjetji, kjer se bo ta zadeva testirala. Odkot lahko pridejo ponudniki, dejansko so to vse države članice EU, potem so to tudi določene pridružene članice projekta Obzorje 2020 in pa zdaj po novem tudi odcepljeno Združeno kraljestvo. V bistvu je pa cilj pomagati podjetjem v 17 državah. Lahko povemo, da bo recimo tokrat uporabljen tudi geografski ključ, kar pomeni, da bo v Sloveniji sigurno izbrana ena rešitev. Kaj še povedati? Dejansko vi se prijavljate na tako imenovani proces tehnološkega transferja, kjer se bo testirala ta vaša potencialna ideja, tehnološka rešitev, in sicer tako, da lahko partnerstvo pride do 248.000 evrov, kjer je del namenjen tudi za pravna svetovanja, se pravi voucherji do 6.000 evrov za recimo tako imenovane IPR oziroma pravice intelektualne lastnine. Potem imate del, ki se nanaša na tehnološkega ponudnika, to je tretja faza, ko je že zaključeno, inštalirano v podjetju in testirana ta rešitev, ima potem tehnološki ponudnik tudi možnost, da dejansko se poveže z določenimi investitorji, privatni kapital, se pravi, poleg teh 248.000 javnega denarja je možno tudi dobiti investitorje do $500,000. V partnerstvu pa seveda, da se dokazuje, da je projekt dejansko bil opravljen in je zadeva preverljiva, je pa da tudi partnerji poročajo s pomočjo določenih mentorjev, 4 konkretno na vsak projekt,
ena poročila o tehnični izvedbi in poteku samega projekta. Za več seveda imate na voljo kontaktne podatke oziroma prijavni obrazec, spletno stran projekta. Lahko nas spremljate tudi na naših socialnih medijih in pa na spletni strani Pomurskega tehnološkega parka. Konkretno pa lahko tudi direktno naslavljate določena vprašanja na mene in kolikor ni samih odgovorov na tem najbolj pogostih vprašanjih in odgovorih ali pa online, vsekakor za slovenske partnerje smo mi kontaktna točka. Evo, toliko z moje strani. Hvala lepa, Borut. Tako, direktni kontakti so na slajdu, za vse podrobnejše informacije pa ste seveda vabljeni, da nas kontaktirate. In sedaj sledi že težko pričakovana gospa Monika Horvat, strokovnjakinja za digitalni marketing, ki je v svoji le 6-letni karieri sodelovala z več kot 100 podjetji in posamezniki, jim pomagala pri upravljanju socialnih omrežij. Z Moniko dejansko sodelujemo že od njenih začetkov registracije dejavnosti. Skupaj smo izvedli, organizirali kar nekaj delavnic, ki so vselej navduševale. In tako bi jaz kar predala, Monika, tebi besedo. Monika, izvoli. Najlepša hvala. Dobrodošli tudi vsi skupaj z moje strani. Hvala, Marjetka in ekipa, da se vedno dobro povežemo in najdemo teme, ki so v tem času vsekakor aktualne in zagotovo je med njimi tudi digitalni marketing. In konkretno danes se bomo posvetili temu, kako lahko vaše objave, vaši oglasi, banerji izstopajo na socialnih omrežjih. In pri tem se bomo posluževali enega orodja, ki se mu reče Canva. Se pravi, najdete to orodje na canva.com, da boste v bistvu videli, kako lahko na povsem enostaven način naredite lepe, privlačne objave. Še prej pa si bomo pogledali predvsem iz vidika, na kakšen način je sploh potrebno, da pristopite k urejanju socialnih omrežij oziroma kaj so tiste najpogostejše napake, ki jih recimo podjetja delajo, ko razmišljajo o tem, kakšna je naj njihova vizualna podoba. Tako da jaz bom zdaj kar šerala z vami prezentacijo, se vidi po celem. Marjetka, če mi samo... Ok, super. Tako da ja, kot je v bistvu že Marjetka izpostavila, se pravi, danes bomo dejansko govorili o Canvi, se pravi o tem oblikovalskem orodju. Zdaj, kdo sem jaz? Se pravi, sem Monika, že 6 let imam zdaj svoje podjetje, v glavnem se ukvarjam z naročniki, kjer jim pomagam do tega, da oblikujemo neke marketinške zgodbe, se pravi, da pripravljam oglaševalske kampanje. Če dalje bolje, pa v bistvu več tega poučevanja, se pravi, zdaj sem nekako bolj prišla do te točke, ko mi je bolj veselje to znanje predajati, tako da vas vabim tudi, da se prijavite na e-novičke, tukaj noter imate link, kjer dejansko boste potem obveščeni iz vidika samih dogodkov, ki jih pripravljam in pa dostikrat tudi pripravljam nove bloge, ki so vam potem lahko v korist, ko se boste sami v bistvu lotili samega digitalnega marketinga, da vam je potem lahko v pomoč, da najdete nekaj nasvete oziroma konkretne namige, kako in kaj naprej. Tako da toliko v bistvu o meni, sem soustanoviteljica tudi projekta Mojster marketinga, ki smo ga še pred 3 leti naredili in v bistvu v sklopu tega se največ teh izobraževanj in predajanja znanja odvija. Zdaj, da kar gremo konkretno na vsebino, da boste čim več odnesli od današnjega srečanja. Verjetno ste vsi, ki ste tukaj prisotni, se že srečali na nek način s spletnimi družbenimi omrežji, s tem, kako nastopiti in najverjetneje tudi iščete nek svoj način, kako v bistvu pritegniti tako, da se bo vaša vizualna podoba na pravi način dotaknila občinstva, ki ga nagovarjate. Tako da to je v bistvu tista prva stična točka, ki jo nekako morate imeti v mislih. Se pravi, kdo je vaše občinstvo in na kakšen način želite to občinstvo na Facebooku, na Instagramu, na spletni strani, kako jih v bistvu želite nagovoriti. In tukaj seveda na eni strani razmišljate o tekstih, druga stran, o kateri pa se bomo danes največ pogovarjali, je pa tista vizualna plat,
ki je zagotovo izjemnega pomena, saj dostikrat v bistvu nas najprej sama slika pritegne, da potem naredimo nek klik na spletno stran ali pa sploh, da na spletni strani potem brskamo naprej in si želimo odkrivati, kaj nam je zdaj nekdo tam pripravil. In tukaj predvsem morate imeti v mislih, da ste pozorni na eno stvar, ker zdaj v nadaljevanju bomo mi sicer odkrivali, kako zdaj delati, neke lepe template, se pravi neke grafične predloge, kako se skupaj zastaviti, oblikovati, ampak morate pa imeti v mislih to, da je zelo pomembna ta zgodba, ki jo gradite. Se pravi, in to zgodbo lahko najlažje prikažemo z samimi realnimi fotografijami, se pravi, ne glede na to, ali ste v bistvu posameznik, posameznica, ki si želi zgraditi svoj lasten brand, se pravi, kot nek osebni brand. Ali pa ste mogoče večje podjetje, znotraj katerega so pa tudi zaposleni ljudje in tudi tam v bistvu imate možnost, da izpostavite ali eno osebo, ki se reprezentira na samih socialnih omrežjih in je v bistvu kot nek obraz tiste blagovne znamke, tistega podjetja, ker samo na takšen način lahko dosežemo, da se bodo ljudje v maksimalni meri povezali z nami. In tukaj sem konkretno dala v bistvu tudi eno primerjavo, se pravi na levi strani v smislu neke grafike, ki bi jo lahko recimo pripravili za materinski dan, za 8. marec ali kakorkoli, običajno takrat imamo take neke grafike z rožami in pač z nekim posvetilom. Na drugi strani pa sem v bistvu dala svojo fotko iz tega vidika, na kakšen način sem konkretno jaz pripravila objavo in tukaj je lahko v bistvu konkretna razlika v tem, kako se bo ta objava, to sporočilo dotaknilo ljudi. Zakaj? Zato, ker na levi strani v bistvu vidijo cvetje, vazo, ki je lahko v bistvu, ki jo lahko uporabi veliko število podjetij, se pravi, to grafiko bi lahko najrazličnejša podjetja uporabila, bi zgolj dodala mogoče svoje lastno posvetilo gor, medtem ko na desni strani, ko pa je dejansko unikatna fotografija, ki je dejansko noben drug ne more narediti, ker sem pač to jaz, ker dejansko ne morem moje podobe prevzeti nekdo drug, pa je zaradi tega potem ta objava unikatna, posebna. In zato se vedno morate, ali kot posamezniki, podjetniki, ali kot večja podjetja, vedno morate razmišljati o tem, kako lahko v bistvu ustvarite neko unikatno zgodbo, ki je seveda potem noben ne bo mogel prevzeti, se pravi, da je noben ne bo mogel skopirati, ker ste vi unikatna oseba, ki dejansko gradi to zgodbo širše ali kot posameznik ali pa pač kot večje podjetje, v katerem delujete. Tako da to je tisto glavno sporočilo, ki ga nekako danes morate predvsem prevzeti, da boste potem v bistvu na podlagi tega lahko zgradili eno obširnejšo zgodbo, ki bo dejansko imela nek osebni pridih, ker bo ravno zaradi tega pač unikatna in boste zaradi tega potem seveda tudi toliko bolj pritegnili občinstvo, ki ga seveda nagovarjate. To sem pozabila prej povedati, vprašanja lahko v bistvu sproti v chat zapišete in kolikor bomo pač tekom delavnice imeli časa, jih bom tudi odgovorila, če pa bo karkoli ostalo, pa sem z veseljem potem na voljo tudi na mailu, boste dobili kontaktne podatke znotraj prezentacije, pa me potem še lahko povprašate. Tako da to imejte vedno v mislih, se pravi, niso vedno grafike tiste, ki najbolj pritegnejo, pač dosti boljše je tudi imeti svoje lastne fotografije, jih mora biti malenkost obdelati in jih na takšen način objaviti, da potem pridemo do tistega največjega možnega efekta. Zdaj, prva stvar, ki si jo bomo v bistvu pogledali, so Facebook objave, Facebook naslovnica, storiji, oglasi in vsi ti elementi, ki jih bom v bistvu zdaj v nadaljevanju navedla, so nekako ključni pri vseh teh pač vizualnih gradivih, ki jih boste pripravljali. Zdaj, ko boste šli v bistvu v Canvo v nadaljevanju, ko bomo tudi šli jo odpreti in bomo šli brskati vse te template,
boste v bistvu videli, da v trenutku, ko vpišete notri Facebook, vam Facebook že daje na voljo neke določene dimenzije in zaradi tega je to zelo, zelo priročno, ker iz časov, ko smo še delali s Photoshopom, jaz sem konkretno še iz tih časov, ko smo samo Photoshop imeli na voljo in tam smo se kar namatrali, da smo nek lep dizajn naredili, zdaj pa nam Canva to omogoča v parih minutkah. Tam smo vedno pač mogli poiskati, kakšna je prava dimenzija za story, kakšna je prava dimenzija za objavo in potem smo seveda te dimenzije prilagodili. V Canvi pa zgolj izberete, kaj konkretno potrebujete, se pravi, ali je to Facebook objava, Instagram objava, karkoli je, izberete in vam že v bistvu Canva samodejno da tisto dimenzijo, ki je pač v danem trenutku pač relevantna, se pravi, da jo lahko potem neposredno uporabite. Bi pa tukaj izpostavila eno zadevo, ki jo jaz osebno prakticiram. Namreč, če ste prisotni na Facebooku in na Instagramu, potem vam je tudi za Facebook objave in boljše izbrati Instagram post, se pravi, da vzamete dimenzijo od Instagrama in tisto uporabite tako na Instagramu, kot tudi na Facebooku. Zakaj? Zato, ker če boste izbrali konkretno Facebook post, se pravi Facebook objavo, vam bo naredil ne pravi kvadrat, ampak malenkost bolj ležečo dimenzijo. Ta dimenzija pa ne pride ravno tako fajn do izraza na samem Instagramu. In zato, da si mogoče olajšate delo in glede na to, da so kvadratne dimenzije najboljše iz tega vidika, da nam zavzamejo največji manevrski prostor na časovnici, se pravi in na Facebooku in na Instagramu, je boljše, da že v štartu tudi za Facebook uporabite obliko od Instagrama, da potem imate tiste kvadratke in je v bistvu boljše iz tega vidika, da vam ni potrebno pripravljati dvojnih grafik. Teda to, ko bomo v nadaljevanju praktično delali, boste v bistvu tudi videli, kako enostavno to naredimo. Zdaj, kaj je ključno? Se pravi, poleg tega, da objavljate fotografije, kot smo povedali že prej, si morate tudi prizadevati, da tudi v vseh ostalih grafikah, ki jih mora biti pripravljate, da še vseeno skušate nekako vse skupaj pripraviti avtentično, realno, kot da bi gledali v bistvu realne fotografije in tudi znotraj Canve se da najti najrazličnejše template, kjer mogoče v ozadju je nek element ali pa je nek poseben razdelek za fotografijo ali kakorkoli in na takšen način ni zgolj navadna fotka, ampak je ta fotka nekoliko obdelana. In zdaj, če notri vstavimo potem neko realno fotografijo, je potem ta efekt toliko boljši, ker se spet bolj povežemo s samim občinstvom, čeprav smo v bistvu delali grafiko. Potem naslednja stvar so zagotovo animacije. Se pravi, tudi znotraj same Canve imate ogromno opcij, kako lahko samo grafiko animirate, da je še bolj vabljiva, zato ker vedno bolj v bistvu ti video trendi oziroma tudi kratke animacije so priljubljene pri samem občinstvu in več, ko boste tega pripravili, spet lahko imate neko stično točko, da bolj izstopate. Ampak ja, vsak pa pri sebi mora biti pozoren. Če recimo opažate, da vam fotografije delujejo boljše, potem se seveda nagibate bolj v to smer. Če pa vidite, da se vam ljudje boljše odzivajo na neke videe, ki jih objavite, ali na neke animacije, ki jih pripravite, potem pa boste seveda uporabljali več tega. In zato je pač ključno, da testirate eno vrsto in drugo vrsto objav, ker boste zgolj na takšen način ugotovili seveda, kaj v vašem danem primeru boljše deluje. Potem imamo še recimo razne kolaže, ki jih ravno tako lahko pripravljamo, se pravi si izberemo en template, noter nanizamo več različnih slikic, napišemo nek naslov in potem na takšen način recimo pokažemo več stvari znotraj ene fotografije in to je spet zelo, zelo zgovorno, če mogoče želimo predstaviti neko raznolikost, mogoče če imamo gostilno, da prikažemo raznolikost jedi, raznolikost pijač, ali pa tako kot je v tem primeru, ko je recimo spletna trgovina z oblačili, da je kot nek styling sestavljeno. Se pravi, odvisno, kaj v danem trenutku želimo prikazati, da potem spet naredimo en miks vseh fotografij oziroma kombinacij, ki jih imamo na voljo, da s pomočjo ene slike pokažemo več in tudi povemo več.
Še ena stvar, ki se je zelo razmahnila in je precej v trendu v tem času, so zagotovo tudi motivacijske misli, mnenja strank, recimo, ki jih prejmemo. In tudi tukaj si lahko izberete nek template, neko rdečo nit, ki jo želite uporabljati, da potem vse skupaj pride bolj do izraza. Zdaj tukaj, konkretno pri obeh teh primerih, ki sem jo navedla, vidimo, da ni to tisti klasičen quote, včasih, ko smo imeli, ne vem, zgolj črno ozadje, pa je potem gor bila neka misel, ampak je dejansko spet dodana oseba. Se pravi, na obeh teh grafikah je ta osebna nota dodana, tako da spet, če razmišljate o tem, da bi tudi v vašem podjetju oziroma v tem, kar komunicirate, da bi dodali neke motivacijske misli, neka mnenja, spet razmišljate o tem, kako lahko vašo lastno podobo oziroma podobo predstavnika vašega podjetja vpletete gor na samo grafiko, da potem pride do boljšega izraza. Ker zdaj spet, če bi imeli samo tekst, brez neke fotografije zraven, je toliko manjši efekt, ker se ljudje toliko ne povežejo s samim tekstom, razen, če je zelo močno sporočilo. Če pa je gor tudi fotografija, recimo tiste osebe, ki to sporoča, ali pa pač tistega, ki je podal to mnenje, pa je efekt, se pravi celota tega sporočila, ki ga v bistvu želimo predati, toliko večji. Tako da to moramo vedno, se pravi, ne glede na to, kaj oblikujete, kaj pripravljate, vedno imejte v mislih, kaj je tisti faktor, da se še bolj povežete z ciljnim občinstvom, ki ga nekako s tem, kar pripravite, nagovarjate. Še ena stvar, ki pa je ključna in na katero ne smete pozabiti, pa je tudi v bistvu user-generated content, se pravi vsebine, ki jo za vas kreirajo vaši uporabniki, in zagotovo so tudi te vsebine zelo, zelo dobrodošle, da jih vi reciklirate, da jih ponovno uporabite. Seveda tukaj potem povprašate tistega uporabnika, če lahko to fotografijo recimo vi uporabite ali ne, in spet ustvarite neko novo vsebino na vaši lastni Facebook strani, na vašem lastnem Instagram profilu in dejansko na nek način reciklirate tisto vsebino, ki jo je pripravil nekdo drug, ampak s pomočjo vašega teksta, in če bi recimo tukaj še karkoli dodali gor, bi ta fotografija potem dobila še povsem drugačen prizvok. Tako da ne pozabiti na to, kako pomembni so v bistvu ti testimoniali, ki jih od samih naših strank prejmemo. In ena stvar je tukaj, ki se jo še morate ravno tako zavedati. Na Facebooku si mi lahko privoščimo, bom rekla, fotografije malenkost slabše kakovosti, tudi če se nam kdaj zgodi, da mogoče ni tako jasna fotografija ali pa je mogoče v slabši svetlobi narejeno, recimo, si lahko privoščimo to objavo, ker je običajno tekst potem toliko močen, da vseeno zgodba pride do izraza. Medtem pa, če se pogovarjamo o Instagramu, tam pa so res fotke tisto prvo, kar mora biti porihtano iz vidika, da bo pač odziv tisti največji možen. Zato naj vam ne bo škoda, mogoče enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti nameniti nek denar za kakšen profesionalni fotoshooting, si mogoče pripravite en dan, da takrat fotografirate ali posnamete več stvari in to potem lahko uporabljate dlje časa za objave na socialnih omrežjih, ker na Instagramu res lepše, ko je fotka, bolj, ko pridejo do izraza fotke, bolj, ko vidimo neke določene podrobnosti, boljši je potem odziv. Tako da tam si res morate vzeti čas in pripraviti v bistvu dobro vizualno gradivo, da boste v največji meri tudi pritegnili. Zagotovo so potem še, se pravi, neke posrečene grafike, ki jih naredimo z nekimi izstopajočimi elementi, se pravi, tudi to so gradiva, ki jih uporabljamo pri nastopu na socialnih spletnih omrežjih. Zdaj tukaj morate spet biti pozorni, kaj skomunicirate in da še vedno vse skupaj lepo izgleda, da ni preveč nekih podatkov, ker če recimo hočemo skomunicirati zgolj nek popust, je dovolj, da izstopa zgolj popust. In ni potrebe, da pri tem še dodajamo logotipe, URL-je spletne strani, se pravi povezave spletnih strani ali kakorkoli, ali še kakšne druge podatke na samo grafiko, ker vse to lahko mi napišemo v tekste. Se pravi, kar lahko date v tekst, dajte v tekst, ki ga napišete zraven objav,
Vse ostalo, kar je pa izjemnega pomena, se pravi recimo višina popusta ali neka posebna ponudba ali nekaj, se pravi zgolj tisto pa dajte na samo grafiko, ker več nekih grafičnih elementov, ko imamo, slabši je običajno naš engagement. Recimo še posebej na Facebooku je to zelo izrazito, tisti, ki mogoče že karkoli tudi oglašujete. Če recimo dodamo več kot 20% teksta na samo sliko, ki jo pripravimo, je performance že nekoliko slabši. Čeprav so napovedali, da bodo to pravilo opustili, se še vedno pač zelo vidi, da če imamo preveč nekih elementov gor, preveč teksta na sami sliki, je potem toliko slabši engagement samega oglasa oziroma objave, ki smo jo pripravili in tudi oglaševali. Tako da tukaj bodite pozorni, da ne nabašate preveč vsega na samo objavo, ki jo pripravite, ker kvečjemu ima potem slabši odziv kot pa boljši. In to velja tudi v bistvu za same naslovnice. Dostikrat, ko pridem na kakšno Facebook stran, je na sami naslovnici 1000 elementov, tam je nek datum, tam je e-mail, kam se prijaviti, potem še naslov, potem še zemljevid, skratka 1000 enih elementov in enostavno uporabnik se izgubi, ko vidi tisto naslovnico in sploh ne ve, kam naj najprej pogleda. In to bodite pozorni, dajte fokus na eno stvar, ki jo skomunicirate v grafiki, ki jo pripravite in potem dejansko bo efekt tisti najboljši možen, ker se uporabnik tudi potem ne bo izgubil, ampak bo točno vedel, kaj je zdaj fokus oziroma kaj je najbolj ključno na tem, kar ste vi hoteli skomunicirati. Zdaj, kar se tiče Instagrama, podobno, bomo šli pobrskati v Canvi, na kakšen način najdete v bistvu vsebine za Instagram, se pravi, v glavnem so zdaj uporabo posti in storiji, ki jih pač recimo pripravljate iz vidika vizualnega gradiva in imate vse te dimenzije potem vnaprej predvidene, da vam ni potrebno razmišljati, v kakšni velikosti zdaj naj to pripravite. Kar je zanimivo na Instagramu, je v bistvu to, da se pojavljajo tudi že profili, tukaj sem vam dala primer enega, kjer v bistvu po eni strani so fotke urejene, ampak so urejene na takšen način, da to urejanje ni vpadljivo in vse skupaj izgleda zelo naravno. Tako da tisti, ki mogoče imate podjetje oziroma je področje vašega podjetja v taki smeri, ko lahko imate veliko lifestyle fotografij, se pravi, tako kot vidimo tukaj desno, da se dejansko reprezentira v bistvu ena oseba, prikaže, kaj počne v prostem času, katere izdelke uporablja, in tukaj si lahko res potem zgradite bolj naraven profil, če seveda imate zalogo, zadostno količino fotografij, ki jih potem lahko uporabljate. In tukaj torej konkretno ni nekih izrazitih filtrov, ki bi jih recimo dodajali na samo fotko, ampak si izberemo en ton, en bolj naravni ton in v taki smeri lahko celotno podobo Instagram profila zgradimo. In zakaj je v bistvu pomembno, na kakšen način zgradimo mi naš Instagram profil? Zato, ker če nekdo vidi našo objavo, se pravi, da se mu prikaže naša objava, potem pa gre prečekirati, kako izgleda naš Instagram profil, je prva tista ključna točka, če ga naš Instagram profil navduši. Se pravi, ker je povsem drugačen prikaz. Zdaj, če si predstavljate Facebook, na Facebooku ne vidimo mi takšnega zidu, kot ga recimo na Instagramu. Se pravi, na Facebooku vidimo pač sosledje objav, ki grejo ena za drugo in nekako iz tega ne sestavimo ravno celote, kako pa zdaj pač izgleda. Medtem pa, če greste na Instagramu, na en profil prečekirati, pa si boste tam takoj lahko ustvarili neko sliko, kako dejansko nekdo objave dodaja in kakšnemu ritmu sledi. In tukaj, če si boste sami pri sebi vzeli kak dan za načrtovanje objav, da boste videli, na kakšen način lahko zid zgradite, da bo lep, da bo imel neko konsistenco, boste lahko precej izstopali, ker večina podjetij v bistvu tega še ne dela, imajo kar tak v bistvu razmetane objave, brez neke glave in repa, in če imate urejen Instagram profil, lahko tukaj res zelo izstopate. Zdaj pa vidim vprašanje, se pravi, kaj pa predlagate za objave storitvenemu podjetju, konkretno delamo varstvo pri delu
in nimamo drugega izdelka kot papir. Se pravi, čeprav je storitveno podjetje, se pravi varstvo pri delu, tukaj lahko greste potem konkretno delati objave na temo nasvetov oziroma kaj je pa ključno pri varstvu pri delu. Zagotovo najdete kupico enih vprašanj, s katerimi se srečujejo ljudje, ki imajo namen opraviti varstvo pri delu oziroma tisti, ki so morebiti to že opravili, tisti, ki se sprašujejo, čemu je to sploh namenjeno. Se pravi, v bistvu je vaš cilj vašega profila mora biti izobraževanje ljudi, se pravi, kakšne konkretne informacije lahko tistim, ki jim vaša storitev pride prav, date, da potem vas bodo v bistvu postopoma odkrili in bodo želeli potem to storitev opraviti pri vas. Tako da, včasih nimamo nekega konkretnega izdelka, ki bi ga prikazali, ampak moramo si potem vzeti, kaj želimo doseči kot nek cilj, kot neko osveščanje, da potem dejansko posredno, se pravi ne čisto na neposredni način, ampak posredno, da v bistvu date neke iztočnice, smernice, kako zdaj lahko izobražujete to ciljno občinstvo, ki se bo potem s tem, ko boste vi dajali vsebino od sebe, odločilo, da se poveže z vami in postane vaša stranka. Zagotovo zmanjka slik za objavo, se povsem strinjam z vami, zato pa dejansko, tako kot bom v nadaljevanju predstavila, naredite kombinacijo fotk in grafik. Se pravi, da nimate zgolj fotk, ampak imate grafiko, fotko, recimo, da naredite vseeno, da izberete predstavnika v vašem podjetju, se pravi, zdaj, če ste to vi, recimo, gospa Katarina, potem pač date dejansko, se pravi v smislu, danes vam Katarina svetuje ali pa nekako drugače in potem je recimo vaša fotografija. Na drug dan pripravite neko grafiko z nekim vprašanjem, z nekim nasvetom in na takšen način oblikujete strukturo. Na tretji dan potem spet ali dodate neko lastno fotografijo ali dodate, kako nekdo izpolnjuje neke dokumente, skratka vse, kar je lahko na nek posredni način spet povezano z vami, da iščete potem primerne fotografije oziroma grafike, da nekako naredite skladno vse skupaj. Kar se tiče LinkedIn objav, vidim, da je tudi v chatu, to pa so posebej spet dimenzije prilagojene in tudi za LinkedIn se da najti v sami Canvi template, tako da ko bomo šli, ko bomo odprli Canvo, bomo še te tudi odkrili, pa vam lahko potem konkretno pokažem. Tako da se pravi, kar se tiče Instagrama, si izberemo nek način, stil, kako želimo v bistvu s fotkami biti prisotni, verjetno ste tudi že videli, da so neki določeni filtri na voljo, tudi določene influencerke prodajajo, bom rekla, neke filtre, ki si jih potem lahko namestimo in jih uporabljamo, zato da je recimo zid, celoten zid obarvan v istih odtenkih, tako da tukaj si res pač morate izbrati, kaj želite komunicirati. Če delujete slučajno na področju gostinstva oziroma restavracij ali dostave hrane ali kakorkoli, tukaj morate ravno tako imeti v mislih, da dodajate privlačne fotografije. Mene res razžalosti, ko pridem na kakšen Instagram profil in bi se mi v bistvu mogla cediti sline, ko bi zagledala tiste fotke jedi, potem pa v bistvu vidimo ali neke grafike, ki nimajo namena in take stvari. In res si dajte tukaj vzeti čas, pripraviti privlačne fotke, ker če pofotkate neke detajle na hrani ali pa kakorkoli, ali pa če prodajate morebiti oblačila in recimo tam fotografirate neke določene dodatke oziroma neke določene podrobnosti, boste spet naredili en pomemben preskok, en pomemben korak naprej, ker boste v bistvu približali vaš izdelek na profesionalni, lep način in se bo tako dotaknil potem posameznikov, ki to vidijo. Naslednja stvar, kar smo pa že omenili, so pa torej te grafike, tekstovne objave, karuseli, ki jih potem dodajamo na Instagramu.
predvsem, in tukaj lahko recimo date prvo fotko kot eno grafiko, potem naslednje so pa lahko fotografije ali pa so ravno tak recimo tudi grafike. In tukaj je prednost predvsem v tem, da če se nekdo v bistvu ne odzove na prvo fotko, mu Instagram čez nekaj časa pokaže še drugo fotko ali pa tretjo fotko in imate večji potencial, da je vaša objava videna. Tako da vsi tisti, ki ste aktivni na Instagramu in mogoče še teh vrtiljakov, se pravi objav, kjer lahko dodate več fotk znotraj ene objave, še niste pokoristili, dajte to narediti čim prej, ker so res zelo, zelo uporabne tovrstne objave in tudi imajo zelo, zelo dober engagement, ker z njihovo pomočjo v bistvu precej izobražujemo ljudi. Ne vem, če ste že zasledili, v bistvu Katja Breznik ima zelo dober profil, tudi marketinško kavico, kjer predaja nasvete iz vidika marketinga in tudi v bistvu, če boste malo prečekirali, lahko vsi tisti, ki delujete v storitveni dejavnosti, se pravi tudi pri vas, gospa Katarina, ko ste pač postavili vprašanje, mogoče tudi pri vas lahko najdete konkretno en način, kako lahko v bistvu osveščate oziroma svetujete znotraj vaših objav, ki jih boste pripravili, da boste nekako potem vašo storitev bolj pospešili oziroma jo bolj prinesli v ospredje. In tudi na Instagramu sem vam tukaj dodala nekaj primerov, se pravi ravno tak objave od uporabnikov so zelo smiselne, da se uporabljajo. In še ena stvar, ki si jo bomo v Canvi pogledali, so pa highlights, to pa vidite tukaj spodaj, se pravi, ko imamo opis profila in potem so spodaj taki eni krogci, temu se reče Instagram highlights in to je spet še ena dodatna zadeva, ki si jo morate na samem Instagram profilu urediti. In v te Instagram highlights v bistvu shranjujemo storije, se pravi, ko ste vi že dodali neke storije gor, jih lahko smiselno organizirate, se pravi, o nas, najpogostejša vprašanja, naše storitve, skratka odvisno, kaj vse bi želeli podrobneje predstaviti in jih smiselno organizirate po kategorijah, kot bi to tudi naredili na spletni strani. In potem vsakemu temu highlightu, v bistvu vsaki kategoriji, dodate tudi naslovnico in v Canvi si bomo pogledali, na kakšen način lahko to čisto enostavno naredite, da potem spet, ko nekdo pride na vaš profil, da vidi, da to imate lepo urejeno, da imate izpostavljeno in je spet še ena dodatna točka povezovanja. In ja, v bistvu ti highlightsi so zelo gledani, tako da dajte si tukaj shraniti tiste stvari, ki jih res želite izpostaviti o vas, o vašem podjetju, da boste maksimalno izkoristili prostor, ki ga na samem Instagramu imate. Potem so še pa tukaj razno razne animacije, v katerih prikažemo, bom rekla, neke številke, ki so nam recimo pomembne in želimo izpostaviti. Tako da tukaj sem vam dala še nekaj primerov noter in pa zelo popularni so tudi ti kvoti, ki jih recimo naredimo v oblikah kot iz Twitterja ali iz kakšnih drugih socialnih omrežij. Tako da tudi to vam je lahko neka ideja, ki jo lahko eventualno vpletete na vaš Instagram profil, da mogoče izgleda malo drugače vse skupaj. Se pravi, da ni tista klasika, samo tiste oblikovane objave znotraj nekih barv, ki jih ima vaše podjetje, ampak da razvijete to z eno objavo, ki spominja na kvot iz Twitterja, da potem spet imate neko svežino, nekaj drugačnega na vašem profilu. Potem pa so še zagotovo pomemben element story. Zdaj seveda imamo jih na voljo tudi na samem Facebooku, tudi na LinkedInu so v bistvu tudi na voljo in v storyjih morate še več pripovedovati kot pa v samih objavah. Zakaj? Zato, ker storiji so tisti aktualni element tistih zadnjih 24 ur, kaj se vam je konkretno dogajalo in več, ko boste vaše zgodbe tukaj notri skomunicirali, nekega dogajanja v ozadju vašega podjetja ali v vašem vsakdanjiku, bolj se boste ljudem približali. In tukaj je spet na voljo ogromno enih templateov, ki jih potem lahko izkoristite, da to naredite še bolj vabljivo. Zdaj precej popularni so taki, kjer je recimo več fotk noter in nekaj malega teksta, tako sem vam recimo tukaj podala en primer.
Druga stvar pa so zagotovo storiji, kjer dejansko dodate še vaše vprašanja oziroma date možnost, da vam oni postavljajo vprašanja, se pravi uporabniki na Instagramu, in na takšen način se precej povežete z njimi. Tako da konkretno bomo šli oblikovati en tak template, ki si ga potem z vašim ozadjem naredite povsem unikatnega, potem pa samo spreminjate besedilo in na takšen način v bistvu spodbujate ljudi, da vam pošljejo ali neko povratno mnenje, ali vam postavijo vprašanje, se pravi odvisno, kaj v danem trenutku želite doseči, da se potem v storijih povežete z samim občinstvom, ki ga tam imate. Potem tretja stvar, ki pa je še zelo pomembna, so pa seveda najrazličnejši banerji, ki jih podjetja uporabljamo ali v oglasih, ali bom rekla na samih spletnih straneh, ali na blogu. Skratka, banerji so tisto orodje, ki ga velikokrat tudi implementiramo, zato da pač naredimo še večji promet na naši spletni strani. In tudi pri teh banerjih se zelo, zelo pogosto dogaja, da imajo preveč nekih elementov, da je vse skupaj zmedeno, da ni tiste prave rdeče niti, kaj bi želeli s tem sporočiti. Zato bi vam v bistvu podala nekaj čisto enostavnih predlogov, se pravi, ko boste delali banerje, spet si bomo pogledali, da imamo ogromno templatov znotraj Canve na voljo. In tudi, ko boste delali banerje, raje nanizajte manj elementov, ker bodo ti elementi skomunicirali več, kot pa če bi vse skupaj zasičili. Tako da pri banerjih konkretno, se pravi jasna, enostavna komunikacija, potem nekje dodate logotip, nekje mora biti tudi CTA oziroma call to action, poziv k akciji, se pravi, kaj zdaj naj nekdo naredi. Recimo tukaj imamo konkretno gor na gumbu poziv, se pravi, oglej si današnji meni. Zdaj, če bi karkoli prodajali, bi lahko dali recimo nakupuj tukaj, prenesi si e-knjigo, naredi rezervacijo, se pravi, nek CTA morate imeti na samem banerju, ker ti banerji so običajno klikabilni in zato je tukaj nujno, da uporabniku povemo, kaj zdaj naj naredi, takrat, ko vidi to fotko, to grafiko, ki smo jo mi v bistvu pripravili. Izpostavimo neko prednost, lahko je to zgolj en stavek, običajno je to dovolj, mora biti pa udaren, močan stavek, v katerem skomuniciramo celoto tega banerja, kar želimo pač sporočiti, in ključno je, da so pisave berljive. In tukaj res bodite pozorni, se pravi, tukaj je en dober primer samega banerja, se pravi, berljivo je, logotip je razviden, gumbek se lepo vidi, medtem ko recimo tukaj v primeru tega drugega banerja pa že vidimo v bistvu več različnih pisav, ni tudi tako berljivo vse skupaj. Skratka, včasih se nam zdi, da če izberemo neko čisto drugačno pisavo v smislu nekega handwritinga, da bo drugačen efekt, ampak dejstvo je, da tisto uporabniki dostikrat ne vedo prebrati, se pravi, ker ni razločno, ni razumljivo. Tako da tukaj si vedno dajte v smislu, da je bolj poenostavljeno vse skupaj, ker samo takrat bodo uporabniki vaše sporočilo resnično razumeli, tako da res je naj berljivo vse skupaj in ne pretiravajte z najrazličnejšimi slogi. Kar se tiče brandinga, je zagotovo na banerjih pomemben, se pravi, uporabljajte tiste barve, ki ste si jih nekako določili, da jih boste imeli znotraj vašega CGP-ja, se pravi celostne grafične podobe, da potem spet na takšen način gradite eno zgodbo. Tako da na banerjih logotipi, ja, se pravi tukaj krepimo. Kar se tiče Facebook in Instagram objav, tam pa logotipe precej opuščamo, to je v bistvu še ena taka razlika, zato ker čim ljudje vidijo na naših objavah nek logotip ali recimo pač spletno stran ali kakorkoli, tako hitro spet dobijo ta občutek, da jim hočemo zgolj nekaj prodati, tako da na Facebook in Instagram objavah vam samih logotipov ni potrebno dodajati, razen, če naredite pač recimo tisti karusel, se pravi objavo iz večjih slikic, tam pa lahko recimo na zadnji, ker ko boste vi že recimo na 5 slikicah predali neko konkretno vsebino, neko konkretno znanje, potem lahko na tistem zadnjem seveda implementirate v smislu
odkrijte več na naši spletni strani in seveda potem lahko implementirate enostavno povezavo do vaše spletne strani oziroma recimo logotip, da se potem bolj z vami povežejo. Tako da to je predvsem iz vidika smernic, kar se tiče samega oblikovanja. Zdaj pa bomo šli v bistvu kar konkretno na samo Canvo in bomo si pogledali samo orodje, se pravi, kaj je možno tam ustvarjati. Par stvari vam bom prikazala, potem pa zagotovo verjamem, da boste se hitro lotili odkrivanja, klikanja in v bistvu boste že sami hoteli neke določene stvari oblikovati. Tukaj sem samo dodala, ker običajno je to kar pogosto vprašanje, se pravi, kaj zdaj izbrati, ali free verzijo, ali napredno, ali katerokoli. In jaz osebno še vedno uporabljam free verzijo. Zakaj? Zato, ker mi v bistvu nudi čisto dovolj, kaj v danem trenutku rabim. Tako da tukaj, ko bomo zdaj šli notri v Canvo, boste v bistvu tudi videli vse te opcije, ki so vam na voljo v brezplačni verziji. Če pa želite še več opcij imeti na voljo, potem pa je konkretno recimo ta Pro verzija, ki se začne pri 109 evrih na leto, se pravi, to je potem mesečno okrog 9 evrov in potem imate več opcij na voljo. Kaj konkretno to je? Zdaj, če recimo pri brezplačni verziji imate pač na voljo tiste pisave, ki so naložene, medtem ko pri plačljivi verziji imate še več pisav in nalagate lahko tudi svoje. Tako da recimo, če kdo ima določen tip pisave, če resnično želite svoj brand vnesti v samo Canvo, potem je to zagotovo ena stvar, ki jo morate premisliti in jo potem v bistvu že od začetka vključite, se pravi, da je potem ta plačljiva verzija, da potem res lahko uporabljate tisto pisavo, ki ste si jo znotraj vašega branda določili. In tukaj je potem tudi si lahko nastavite v plačljivi verziji vaš branding, se pravi, si določite vse barve, ki jih imate, ki jih želite uporabljati in ta barvna paleta vam je potem vedno na voljo. S tem, da tudi če zdaj imate free verzijo, vi si potem pač ročno vnašate te barve, ki jih želite uporabiti, tako da ni zdaj tu take, bom rekla, drastične omejitve, ampak nekoliko bolj lahkotno je vse skupaj v Pro verziji. Zdaj v brezplačni verziji je pač omejeno število fotk na voljo, malo manj, v bistvu si samo 3 mape lahko ustvarimo, v katere shranjujemo vse skupaj in ni možno, recimo zdaj, če bi mi naredili banner v neki določene velikosti, potem pa bi to velikost samo hoteli spremeniti, to ni možno, ampak moramo pač iti ustvarjati nov template z določenimi pač specifikami tistimi, ki bi jih želeli. Se pravi, če bi imeli, ne vem, banner 1000x500, potem pa bi želeli narediti 1080x1080 za Instagram, bi mogli ročno iti ustvarjati to, ne bi mogli v tem danem spremeniti zgolj pač velikosti, da bi se to avtomatsko pretvorilo. Tako da tudi to je še ena funkcionalnost, ki vam lahko marsikaj omogoča. In kar je še v Pro verziji, če je mora biti to komu priročno, je pa pač ta koledaček načrtovanja vsebin. Se pravi, dejansko vam tudi Canva omogoča, da lahko na Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn in pa še na določene platforme, da lahko od tukaj načrtujete objave. Tako da, če je to komorkoli priročno, je spet en dodaten point, da si zagotovite potem to plačljivo verzijo, da si nekoliko poenostavite. Tisti, ki pa pač uporabljate kakšna drugačna orodja za načrtovanje objav, pa vam potem niti to ni toliko pomembno. Tako da to so tiste glavne, bom rekla, specifike iz vidika razlik. Meni, kot povedano, je free verzija še vedno dovolj, sem čisto zadovoljna s tem. Morate pa si seveda vsak pri sebi premisliti, preklikati, kaj dejansko potrebujete in kaj želite v bistvu potem doseči z samimi objavami, ki jih nekako tam načrtujete. Evo, zdaj pa gremo kar na Canvo. Zdaj tisti, ki morebiti še nimate samega računa, se pravi, ko boste prišli na canva.com, si tam ustvarite račun, ki ga želite imeti, imate več opcij za vpis. Jaz konkretno se pač logiram s Facebookom, se pravi, sem se preko Facebooka povezala in na takšen način vedno potem dostopam
v samo Canvo, da pridem potem do dizajnov, ki jih želim urejati. In tukaj nas že v bistvu na začetku Canva pozdravi, nam prikaže, kaj želimo oblikovati. In na prvi strani imate potem en tak splošen pregled, se pravi, najprej vam kaže vaše zadnje template, se pravi, kar ste nazadnje oblikovali. Potem vam daje ideje za Instagram objave, za Facebook objave, za prezentacije, se pravi, konkretno tudi tale prezentacija, ki sem jo danes pripravila, je urejena znotraj Canve in potem sem jo zgolj prenesla. Potem imate posebej za Instagram storije, posterje, A4 dokumente, kjer jaz recimo osebno dostikrat to uporabim za neke koledarčke ali pa recimo tudi PDF knjige, se pravi e-knjige, dostikrat delamo tudi v Canvi. In če se spomnim časov, ko smo pač oblikovalcem plačevali od 200 do 300 evrov za te PDF-e, se pravi e-knjige, zdaj pa v bistvu lahko v Canvi to naredimo čisto enostavno, je to res en tak velik doprinos, kaj vse vam Canva omogoča. Tisti, ki nimate logotipa, ravno tako ga lahko oblikujete znotraj Canve, spremenite elemente, pisave ali kakorkoli in oblikujete nekaj povsem lastnega. Potem imamo še seveda Facebook covers, se pravi naslovnice, da izgledajo lepo, privlačno, da nagovarjajo tisto, kar želite izpostaviti. In pa zelo priročno tudi te infografike, ki se običajno uporabljajo na Pinterestu, se pravi, ko želimo v parih korakih izpostaviti, kaj recimo lahko oziroma kako lahko neke nasvete recimo podamo. Tako da možnosti res imate ogromno, nekateri si oblikujejo tudi vizitke znotraj Canve, tako da tukaj res malo dajte prebrskati in boste videli, kaj dejansko se vse da. In zagotovo ne pozabite na te animirane zadeve, se pravi razne animacije, kjer dejansko lahko potem ustvarite čisto na enostaven način, brez nekih dodatnih programov, animacije ali pa recimo videe, s katerimi potem navdušite. Tako da jaz bom zdaj kar šla in bom izbrala en template, da si bomo pogledali. Pa bom recimo izbrala tega, se pravi, si izberete template in potem vam Instagram to naloži. In recimo, če bi zdaj to odprli, pa nam nekako ne bi sedlo, se pravi, da nam ne bi bilo všeč, potem lahko na levi strani še brskamo, če recimo najdemo kakšnega drugega, ki pa nas bi bolj pritegnil. In določeni so na voljo tudi v večjih straneh, zdaj recimo tega spodnjega, ko sem kliknila, se pravi tega črnega, in če dam apply all three pages, se pravi, da dodam vse 3 strani, mi v bistvu potem da Canva 3 opcije na voljo, se pravi 3 posamezne template, ki jih potem jaz prilagodim. In ko bom to prenesla, bo v bistvu nastal video, ki bo dolg konkretno, se pravi tukaj zgoraj vam kaže, ta video bo dolg 18,4 sekunde, zato ker je vsaka ta kartica, se pravi vsak ta template, je recimo ta prvi je 5,4 sekunde, lahko bi tudi spremenila recimo timing, drug je ravno tak 5,4 sekunde, ta zadnji je pa 7,7 sekund. In zdaj, če bi hotela, da bi bilo to maksimalno 15 sekund, bi recimo samo spremenila tega na 5 sekund, pa tega na 5 sekund, pa prvega na 5 sekund in bi, se pravi, tukaj potem zmanjšala čas na 15 sekund. Potem pa seveda morate preoblikovati, da dodate vaše lastne elemente, se pravi, da v bistvu naredite ta template, ki ste ga zdaj tukaj videli, da ga naredite unikaten. In na kakšen način zdaj to delamo? Na levi strani imate veliko možnosti, kaj lahko pač vse naredite. Prvi zavihek pod templates se imenuje uploads. Se pravi, tukaj dejansko nalagate fotografije. Ko pritisnete na vijoličen gumbek Upload Media,
vam da Canva možnost, da recimo ali iz vašega računalnika, ali iz Facebooka, iz Google Drive-a, se pravi iz različnih naprav, lahko v bistvu naložite vaše grafike oziroma vaše fotografije, ki jih tukaj želite vključiti. Se pravi, to je prva stvar. Če nimate nekih fotografij, ki bi jih lahko uporabljali, potem lahko greste na zavihek Fotos, se pravi Fotos, kjer brskate med fotografijami, ki so iz Pexels, se pravi iz določenih spletnih portalov, kjer dejansko lahko te fotografije uporabljate za komercialno rabo. In recimo, da bi zdaj v tem primeru iskali, kaj pa vem, recimo rože, bi vtipkali naprimer flowers in nam tukaj potem že Canva pokaže, kaj vse nam je na voljo. Zdaj pa, če imamo free verzijo, nam tukaj zraven piše, se pravi, kaj je na voljo for free in kaj je na voljo v pro verziji. Tako da tisti, ki si boste zakupili plačljivo varianto, seveda potem lahko uporabite več teh fotk, se pravi, do večjih fotk lahko v bistvu dostopate, kot pa zgolj v free verziji. Vsi ostali, ki pa boste uporabljali free verzijo, pa potem uporabljate te, ki so vam na voljo pač brezplačno. Zato, ker kaj se zgodi, če recimo izberem tole eno pro fotko in jo dodam gor, mi Canva naredi, se pravi, take črtice, mrežo in je gor napis Canva in dejansko potem mi ne pusti, da bi to fotko uporabila brez njihovega logotipa. Se pravi, potem veste, se pravi, ta fotka ni v brezplačni verziji na voljo in morate izbrati drugo, ker je malo nerodno, da bi recimo tale logotip imeli gor. Samo malo, da preverim chat. Vprašanje. Sekunda. Obstaja filter, da prikaže samo brezplačne fotografije. Hvala za vprašanje. Bil je tukaj zraven in v bistvu mi kazalo free, ko sem iskala, zdaj pa mi ni šlo in ne vem zdaj, če so karkoli prilagodili, to sem še ravno prej iskala. Tako da, evo, bom poskusila na takšen način, ne. Zgleda, da so ga izbrisali, ker prej sem ga pa dejansko tukaj zraven imela in sem kliknila na ta filter free in mi jih je vedno prikazalo. Tako da zdaj trenutno ga ni, lahko pa še izbrskam in vam to posebej še potem pripišem na prezentacijo, oziroma kam se je zdaj to premaknilo, ker prej pa je res bil tale filter free zraven, ker zdaj, če pa zgolj napišemo free noter, pa nam dejansko vrže tudi vse druge fotke dodatno. Če pa kdo mogoče odkrije oziroma ve, kje točno se je zdaj oziroma kam točno se je ta funkcija premaknila, pa lahko tudi zapišete v chat, da bomo takoj tudi odgovor izvedeli, če ne bom pa še pobrskala. Tako da sicer pa vidite tukaj spodaj, se pravi, pri vsaki fotki vam piše, katera je free, katera je pač za pro uporabo in na takšen način si v bistvu potem uredite. Tako da to je iz vidika fotk. Lahko pa izbrskate tudi videe, se pravi, na levi strani, ko imamo video, imate že neke določene video vsebine, ki jih lahko uporabite, če so vam recimo smiselne oziroma če vam pridejo prav. Ampak tukaj res imejte vedno v mislih, se pravi, če je le možno, naredite svoje lastne vsebine, svoj lasten material, ker bo veliko bolj dobrodošel, veliko bolj bo pač naletel na odmev, kot pa če samo v bistvu uporabite te stvari, ki so tukaj noter. Naslednja stvar je tudi zvok, se pravi tudi audio lahko zraven dodamo. Če bi recimo želeli, da bi ta video, ki bi ga recimo pripravili, da bi imel še neko podlago, si na levi strani izberemo, prenesemo gor, se pravi z miško, nesemo gor na sam video, v bistvu se pravi pesem, ki smo jo izbrali in se začne predvajati. Se pravi, na takšen način dodamo našemu videu še eno dodatno noto in spet lahko naredite nekaj posebnega iz te vsebine, ki jo boste pripravili. Tako da potem se vam v bistvu ta pesem tukaj prikaže, se pravi, spodaj je vidno, katera pesem je dodana, potem pa lahko na takšen način še urejamo dodatno, oziroma če si premislimo, imamo tukaj koš, se pravi, tukaj zgoraj v tej vrstici imamo koš, kjer pa potem lahko glasbo odstranimo.
če nam je recimo moteče in sedaj smo spet brez same glasbe. Potem imamo še tekst, se pravi, če želite karkoli spreminjati, drugačen tekst dodati, v bistvu se pomaknete na tale element, kliknete na tipko delete ali pa na tale koš in v bistvu ta napis izbrišete in potem si tukaj na levi strani lahko izberete, če želite dodati kakšen drug napis, imate jih ogromno na voljo, ali pa izberete recimo samo kot naslov in dodate drugačnega, se pravi, tukaj potem res oblikujete čisto po svoje, kaj želite narediti iz te grafike, ki jo imate na voljo. Pa še en zavihek je elementi, se pravi, tukaj pa si lahko izbirate ali neke določene stikerje, se pravi, da se premikajo, da nekako vizualno vse skupaj še polepšate, ali pa v smislu tudi frameov, se pravi, zdaj, če izberem en ta frame, en ta okvir, recimo, da bom dala tega, in potem, če bom šla na fotos in bom izbrala recimo eno fotko, bom lahko zgolj v ta frame, se pravi v to obliko, ki sem si jo dodala, nesla noter to fotko, ki želim in potem je vse skupaj vidno v neki določeni obliki. Tako da tukaj res imate ogromno enih opcij za oblikovanje, odvisno pač, kaj želite narediti in na kakšen način pač recimo želite skomunicirati to vsebino, ki jo imate. Jaz vam bom zdaj pokazala en trik, kako v bistvu lahko tisti, ki želite nekoliko drugače narediti to grafiko, da jo malo posebite. Pa bom recimo dala misel za lepši dan, si bom kar tako zdaj izmislila, in bom dala namesto te fotke s torbico, bom dala svojo fotografijo in pri fotografiji bom odstranila ozadje. Spet, tisti, ki boste imeli plačljivo verzijo, boste to lahko delali tukaj noter. Tisti, ki boste na free verziji, pa imate eno posebno spletno stran, ki se ji reče v bistvu Remove Image Background, se pravi, da odstranite povsem na enostaven način ozadje. In tukaj bom jaz zdaj naložila eno svojo fotko. Recimo, da bom izbrala tole. Mi jo dejansko, se pravi, zdaj se nalaga. In tam je bilo zelenje, se pravi sredi parka, tukaj pa mi bo zdaj, evo, ta aplikacija samodejno to ozadje odstrani, dam na download, se pravi jo prinesem in zdaj bom to fotko namesto te torbice, ki je ravno tako brez ozadja, jo bom v bistvu stavila za namen, da bom recimo to svojo grafiko naredila malo drugačno, se pravi posebno, kot če bi jaz mogoče v tem trenutku, se pravi, podala nek nasvet ali neko misel za lepši dan. In zdaj bom, se pravi, tukaj se mi je zdaj naložila, ko sem dala upload media in če kliknem, se mi ta moja fotka v bistvu naloži, tole bom izbrisala in zdaj seveda lahko tole povečam na način, da bo ok, seveda mora biti prave kakovosti, zdaj sem imela malo slabšo fotko. Tako da dajte si tukaj fotografije, ki bodo dobre kakovosti, lahko pa jo tudi pomanjšam. Tako. Evo. Ali pa recimo tisti, ki imate kakšno svetovalno dejavnost, storitveno dejavnost, bi lahko dali tudi na takšen način. Se pravi, v smislu Monika svetuje, zdaj bi pa dala tukaj gumbek, ga bom premestila. Recimo, pomakni se naprej ali pa se pravi, naslednji slajd, da odkrijajo, pa damo recimo puščico in na takšen način v bistvu lahko zagotovimo, da se bo nekdo dejansko pomaknil naprej do naslednje vsebine, oziroma, če damo kot video, potem itak to že samodejno gre naprej. Prisluhni oziroma oglej si do konca. Evo, recimo, da damo na takšen način, glede na to, da je video. In zdaj recimo v tem primeru mi je ta puščica moteča, ker je ne rabim, ker mi nekako ne paše zdaj tukaj zraven. In recimo, da bi na takšen način oblikovala ta prvi slajd oziroma to prvo ikono. Potem na drugem bi lahko dodala neko vsebino, se pravi, tukaj bi napisala nek nasvet.
označite tekst in pišete, se pravi, bi napisala nek nasvet, ki bi lahko bil podčrtan. Tukaj pa bi potem mogla dodati neke ikonice, ki bi v bistvu sovpadale s tem, kar bi napisala. Se pravi, odvisno, kaj bi konkretno želela tukaj sporočiti, bi potem v bistvu napisala kot en določen nasvet in bi lahko potem te animacije tudi spustila, da bi dejansko prišlo še bolj do izraza. Zdaj, tale Shop Now me konkretno tudi moti, ga bom dala v stran, se pravi, kliknem na koš ali pa na delete, takole, tukaj vam potem pokaže in bom dala delete group, da mi odstrani celoten element. Zakaj? Zato, ker če bi dala zgolj na delete element, bi mi odstranilo zgolj Shop Now. Se pravi, tole morate biti pozorni. Če je, kot tukaj vidimo, sestavljeno iz dveh delov in če kliknemo na delete, imamo dve opciji. Se pravi, če damo zgolj element, nam odstrani eno stvar, če pa damo group, pa nam v bistvu odstrani celoto, ker je pač to kot ena skupina elementov. In zdaj, če bi hotela v isti pisavi napisati tukaj nek nasvet, bi recimo lahko označila spet to polje, in imate desno en gumbek duplicate, se pravi, da duplicirate, bi pomanjšala zgolj pisavo, recimo na 23, in bi tukaj napisala smisel nekega nasveta, recimo, kar bi želela konkretno podati kot nek nasvet in bi potem tukaj to dejansko izstopalo. Seveda, zdaj, če bi želela neko konsistenco graditi, bi lahko spet še tukaj spodaj dodala v smislu svoje lastne podobe oziroma, če bi želela se okrepiti kot nek strokovnjak oziroma kot nek svetovalec, ki podaja neke nasvete, potem lahko tudi na takšen način spodbujate oziroma skozi celotno grafiko, ki jo recimo sestavljate, gradite neko podobo. Potem v zadnjem pa recimo podamo kot neko povabilo, spremljajte nas za več informacij, naprimer, in tukaj potem lahko dodamo spet neko svojo lastno fotografijo, se pravi na levi strani, ko že imate nek nabor oziroma ko si jo vnesete, pritisnete na fotografijo, jo vnesete v grafiko in na takšen način lahko naredite še zadnjo grafiko, še zadnjo slikco, v bistvu unikatno. Seveda potem moramo še prilagoditi, ker zdaj ni viden ta tekst, se pravi, da bo nekako vse skupaj še bolj berljivo. Bom dala najprej recimo manjšo pisavo, bom dala spremljate nas za več informacij, tale gumbek Shop Now bom dala v stran in glede na to, da se je pač tukaj pojavljala črna, recimo bi tudi tukaj bilo smiselno še neko črno ozadje dodati. Kako to naredimo? Greste pod elemente, si izberete eno obliko, konkretno v tem primeru bom dala kvadratek, ga v bistvu dodate kot eno ozadje, spremenite barvo v črno in na takšen način spet imate v bistvu to črno, ki je nekako se začela, da jo gradite naprej, se pravi, da je skozi vse grafike potem to prisotno. Zdaj, na kakšen način je potem to, ko imate celoto oblikovano, zdaj malo, glede na to, da imamo še 6 minut do konca, pa bi še par stvari rada pokazala, ne bom zdaj šla toliko v vsebino, ampak vam še tukaj v bistvu pri tem konkretno prikažem, kako se zdaj to prenese, ker to je zdaj v bistvu, bom rekla, še na pol izdelek, ki bi ga še morali konkretno dokončati. Ampak, se pravi, ko imate gumbek download, tukaj desno, imate potem več opcij, da si to prenesete in zdaj, če bi želeli, da je to res kot video, se pravi, da bi potem imeli to kot video objavo, ki bi jo lahko dodali na Facebook ali na Instagram, bi tukaj izmed vseh teh izbrali MP4 video, se pravi, da je dejansko potem to kot video, kliknemo na download in se nam prenese na naš računalnik, se pravi na napravo, ki jo imamo, in potem v bistvu samo gremo in naredimo objavo na socialno omrežje, kjer to pač želimo. Se pravi, na takšen način
v bistvu potem pridete do tega materiala, ki ga želite vi objaviti, da potem si ga shranite in ga objavite na platformo, kamor želite. Se pravi, download in prenesete vse skupaj. Kar se tiče glasbe, ko je bilo vprašanje, spet imate na voljo brezplačne in plačljive glasbene vložke, tako da si izberete tistega, ki ga pač želite dodati, da potem nekako, se pravi, pa še zraven k temu videu, ki ste ga pripravili in ga uporabite znotraj vašega elementa. Samo malo, da si odprem vprašanja. Potem pa vam še naprej pokažem. Highlightse pa gremo zdaj v bistvu pogledati, tako da si bom jaz kar odprla mapico, ker sem dejansko že to pripravila. Samo malo, se pravi Azure Folders in gremo konkretno v bistvu, oziroma bomo kar šli sem. Se pravi, ko želite neko določeno stvar poiskati, kar bi želeli oblikovati, lahko greste tudi tukaj zgoraj konkretno iskati, se pravi, jaz sem zdaj šla spodaj in sem si izbrala en template, lahko pa zgolj v bistvu v to iskalno vrstico vtipkate, kar želite oblikovati. Recimo, če bi potrebovali Facebook cover, se pravi Facebook naslovnico, bi tukaj noter napisali in potem nam že Facebook daje, oziroma Canva daje opcije, kaj vse lahko v bistvu oblikujemo. In zdaj, če rabimo naslovnico za stran, izberemo, kliknemo na prvo in potem spet imate ogromno templateov na voljo, malo prebrskate, si izberete tistega, ki vas najbolj nagovori in se spet lotite preurejanja. Bodite pa pozorni, če se konkretno zdaj pogovarjamo o Facebooku, da vseeno skušate elemente nekako osrednje centrirati, se pravi, da jih imate na sredini, ker zagotovo veste, da recimo na računalniku je drugačen pogled kot na mobilnem telefonu in če bi recimo preveč levo ali preveč desno umestili določene elemente, vam jih lahko odreže. Tako da res dajte, tako kot je recimo konkretno v tem prvem primeru, recimo, da je vse skupaj umeščeno nekako na sredino, da potem imate na takšen način te stvari, ki jih želite izpostaviti, oziroma te napise, ki jih želite dodati, da jih imate tukaj vstavljene, da vam potem seveda Facebook to ne odreže, ko naložite. Zdaj, kar se pa tiče Instagram highlights, pa spet vpišemo noter. Instagram story highlight cover, iščemo, kliknemo in spet dobimo ogromno enih templateov, ki jih recimo lahko uporabimo za ustvarjanje teh ikonic. Se pravi, to so te ikonice, ki jih vidite takoj pod opisom, se pravi, na takšen način si jih lahko oblikujete. In recimo bomo izbrali, bom dala kar tega, tako, pa bomo pogledali, kaj zdaj recimo tukaj noter vse imamo. In se pravi, zdaj na prvem nam daje nek predogled, potem pa, če gremo naprej, si lahko vsakega uredimo. Najprej je seveda najboljše, da prebrskamo, kaj je zdaj za nas primerno, kaj nam pride prav in recimo, če gledam povsem iz mojega stališča, zagotovo bi tega, ker je tak lep, v bistvu vabljiv, bi tega uporabila za recimo za mnenja. Se pravi, za mnenja strank, srce je, oblaček je in to nas v bistvu že takoj lahko asociira iz vidika samih, se pravi, mnenj, se pravi, ko nam stranke podajajo mnenja. In kaj moramo narediti, je v bistvu zgolj to, da si uredimo barvo, se pravi, kakšno barvo želimo imeti za ozadje, da potem nekako sovpada z našo znamko. In v tem primeru bi recimo, jaz konkretno bi za Mojster marketinga izbrala to podlago, srčka bi pustila takega, kot je in nič drugega ne bi spreminjala. In v primeru, da rabim samo en ta template, recimo samo en highlight, dam tukaj spet na download in si izberem, kateri page želim prenesti, ker nima smisla, da jih vseh 13 prenašam, ampak zgolj tega enega, vkljukam page 3, dam done, se pravi, da prenesem in si v bistvu zgolj ta template za recimo konkretno za mnenja strank si prenesem in potem stavim na Instagramu. Lahko gremo pogledati še naprej, kar bi recimo bilo še smiselno. Evo, recimo kaj takega.
najpogostejša vprašanja, recimo, ali pa o nas, mogoče ker je lupa in če nas želi nekdo podrobneje spoznati. Spet kliknemo, dodamo ozadje naše blagovne znamke, se pravi naš branding, in lahko na takšen način si potem spet oblikujemo drugo ikonico. Prenesete in že imate urejeno. Seveda, ni nujno, da imate vse v isti barvi. Nekateri imajo tudi, ne vem, enega imajo rumenega, modrega, zelenega in so potem še drugačne ikonice, tako da tukaj si res morate zastaviti, na kakšen način pač želite imeti izoblikovan vaš Instagram profil, se pravi konkretno tukaj spodaj, da bo vse skupaj lepo prišlo do izraza in dodate te ikonice in v bistvu imate highlightse na zelo enostaven način, lepo urejene, da pridejo do samega izraza. Zdaj tukaj konkretno jih je še več. Evo tale z zvezdico, tega bi recimo lahko dali za ocene, se pravi kot neke reviewje v smislu, kako recimo na stranke ocenjujejo in potem noter shranimo highlightse. Tole je tudi zanimivo recimo z žarnico, da mogoče kakšne zanimivosti ali pa tega še niste vedeli o nas, skratka odvisno, kaj bi spet tukaj lahko za enih vsebin shranili. Tako da ja, dejansko si dajte pač pobrskati, kaj vam pride prav, ampak res pa imate ogromno tega na voljo. Zdaj tole konkretno je pač na eni podlagi in je gor ikonica, imate pa seveda tudi možnosti, da naredite na drugačne načine, odvisno res, kakšen stil imate, na kakšen način se želite približati kot blagovna znamka in potem temu sledite. Da vidimo reklamnih mailov, kaj bi se tukaj uporabilo za pripravo. Za reklamne maile lahko v bistvu uporabite konkretno recimo banner, se pravi bannerji, ki so različnih velikosti, zdaj pa odvisno, kaj recimo želite noter vstaviti in tukaj recimo preko ste me spraševali za LinkedIn, najdete tudi recimo LinkedIn bannerje. Tako da tukaj je odvisno, na kakšen način boste mailing pripravili in kakšne vsebine notri imate, ampak imate recimo pokončne bannerje, lahko najdete potem tudi recimo ležeče bannerje in na takšen način lahko ravno tako pripravite vsebino za mailing, se pravi si izberete, kaj želite sporočiti, se pravi, kaj je vsebina in potem v skladu s tem oblikujete tudi ta banner za mailing. Tako da tudi tudi tega se lahko poslužujete v takih primerih. Ogromno krat recimo, če nam paše, se pravi včasih, ko naredimo naslovnico za Facebook in če imamo malo teksta gor, takrat tudi to naslovnico za Facebook recimo dodamo v mailing, če pride lepo do izraza. Jaz konkretno zdaj če grem na to Facebook stran, se pravi konkretno za program, sem recimo tudi že to naslovnico dala v sam mailing, zato ker je pač dovolj berljivo, dovolj izrazito, da sem konkretno lahko tudi to naslovnico uporabila v samem mailingu kot nek reklamni material. Tako da tukaj je potrebno bolj podrobno pogledati, kaj zdaj točno imate, na kakšen način želite vsebino izpostaviti in se potem lahko v bistvu prilagodi. Na kakšen način highlights prenesemo na Instagram, se pravi, vi si potegnete to dol, se pravi, prenesete si, tako kot sem prej pokazala, se pravi, download imate tukaj opcijo, izberete pač tisto, kar želite prenesti, recimo, da bi dala page 3, da prenesem, kot PNG, prenesem, dan, in potem, ko to prenesem, se pravi, se mi shrani na moj računalnik. Jaz si običajno potem kar prepošljem na mail, se pravi, da si preko maila prepošljem, da imam na telefonu in potem nekako v bistvu si zamenjam na telefonu sam highlight, se pravi, grem na telefon, odprem highlightse, dam edit cover, se pravi, da zamenjam naslovnico in potem si tam to zamenjavo naredite. Se pravi, tisto je potem v bistvu instagramovski tehnični del, kjer si potem porihtate do konca, ko si nekako že grafiko ustvarite. Se pravi, Canva vam služi, da si najrazličnejše template pripravite, kot neke osnove, potem pa vedno morate iti
še v samo aplikacijo, ki jo uporabljate, da nekako pač naredite potem to objavo oziroma zamenjavo. Kar se tiče samih avtorskih pravic, načeloma so vse te zadeve, ki jih tukaj vidite, namenjene za komercialno rabo, se pravi, da se jih lahko uporablja in načeloma ni potrebno, lahko pa, če želite, pa lahko navedete. Nikoli ni odveč, da se navede, ni pa nujno, da bi se jih pač moglo navajati. Tako da to predvsem, da vidimo, za objavo na TV, oglasni deski potrebujemo format 16:9, kako lahko v Canva uredimo različne dimenzije. Ja, za oglasno desko bomo šli kar pogledati, če nam mogoče tako najde. 16:9 oziroma, če bi v smislu banerja našli kaj večje, ker to je v bistvu kar velika dimenzija. Tukaj bi mogli zdaj podrobneje pogledati, ker običajno v glavnem delamo za objave, tako da lahko še malo pobrskam, pa vam potem še naknadno javim, katera bi bila, ker tukaj je potrebno, da se potem res prilagodi sama grafika, da je dovolj kakovostno. Tako da tole bi mogla zdaj konkretno preveriti, da vam lahko javim. Samo malo, da vidim, kdo je postavil to vprašanje. Gospa Simona, bom preverila še točno, pa potem lahko še individualno v bistvu javim za te informacije iz vidika, se pravi, da je res kakovostna fotografija, da gre potem na televizijo. Ok, to je zdaj bil res šnelkurs, no. Jaz, Monika, predlagam, da glede na to, da je bil moj uvod nekoliko daljši, da si še vzameš kar čas v miru, pa da odgovoriš še na postavljena vprašanja. Canva, zdaj načeloma je fajn, da pobrskate po teh templatih, ki jih imate, in potem v bistvu vidite, kaj je v bistvu na voljo. Jaz menim, da iz vidika teh prezentacij, recimo tudi te enostavne prezentacije, jaz bi konkretno šla prečekirati, preveriti, recimo, da bi se eno to odprla in bi naredila v smislu ali ene fotke ali pa večjih, ker včasih smo na televizijo dajali tudi več, pač v večjih slajdih, in bi s tem poskusili, recimo, da si kot prezentacijo naredite in potem to date, se pravi, spet prenesete in date na samo televizijo, da se vam tam predvaja in potestirate, če v redu deluje, če je kakovost ok. S tem, da morate pa paziti pri teh fotkah, ki jih boste tukaj vstavili, da res imate ene profesionalne, spet tudi večje kakovosti, se pravi boljše ločljivosti, da potem, ko jih stavite tukaj noter, da se vam karkoli ne razmaže oziroma ne zapacka. Zato, ker teksti, ki jih boste dodali, bodo ostali ok, še posebej, če boste prenesli kot PNG, se pravi, če prenesete kot PNG, potem bo to res zelo kvalitetna fotka. In če boste samo prvo prenesli, bo potem to ok in jo lahko vstavite na TV in po moje bi moglo to se kar ok prikazati. Morate pa res paziti pri teh stvarih, ko jih še dodatno vstavljate, da so res ločljive, da vam kakorkoli ne izkazi potem same podobe. Tako da to predvsem, ampak mislim, da bi s prezentacijami moglo iti iz tega vidika. Ali je možno pri glasbi urediti fade in in fade out? Načeloma bi moglo tole delovati. Samo malo, se pravi, kje se v bistvu začne in kje se konča, da vidimo, kje točno smo imeli. Bom šla kar odpreti eno video. Samo malo. Se pravi, konkretno Instagram post, pa bom dala mention, takole. Tudi tukaj, ko iščete template, vam spodaj piše, se pravi paid ali pa free, tako da tole še bodite pozorni, pa bom dala recimo tale, ko je brezplačen. Imate spet gor ene animacije, elemente, ki jih potem lahko spreminjate in zdaj, če se pogovarjamo o glasbi, se pravi,
glasbo vnesemo tukaj gor in da bomo jo v bistvu urejali, da vidimo, če se jo da kakorkoli obrezati. Tukaj v bistvu lahko premikate, kje želite, da se začne in kje se konča. Tako da tukaj zgoraj imate potem opcijo, kateri del boste v bistvu izbrali, da se bo nekako predvajal. Zato, ker zdaj celotna glasba je dolga 2 minuti in 18 sekund. Ta del, se pravi ta odsek, je pa 7,2 sekunde iz vidika, se pravi same animacije, ki jo imamo na voljo. In zdaj, če se tukaj zgoraj premikate, si boste v bistvu izbrali tisti del, ki ga vi želite znotraj same objave vključiti, se pravi tisti del, za katerega želite, da se predvaja. Se pravi, na takšen način si lahko potem prilagodite. Več opcij pa je še potem na voljo, predvsem tudi iz vidika samih animacij in samih video vsebin je pa potem še v plačljivi verziji na voljo. Teda tisti, ki si boste morebiti še tisto plačljivo verzijo naložili, boste se potem še lahko več poigravali iz vidika efektov, iz vidika tudi glasbenih podlag, ki bo na voljo. Teda tukaj pa v bistvu imate malo bolj okrnjeno verzijo iz tega vidika, kaj točno lahko z samo glasbo naredite. Kaj pa montiranje videa in fotk z glasbo? Lahko delate take preproste stvari, kot smo zdaj v bistvu gledali. Se pravi, na nek način, recimo, da bi zdaj iz tega hoteli narediti video, se pravi, zdaj tu imamo nek prvi template, bom rekla, se pravi prvo našo sceno v samem videu. In to je recimo zdaj 7,2 sekunde, zdaj pa če bi jaz duplicirala, se pravi, da bi podvojila tole stran, imam tukaj spodaj, kjer je ta orodna vrstica, imam možnost duplicate, se pravi, da še enega dodam. In bi zdaj tega prvega spremenila, se pravi scena 1, in bi dodala eno fotko, bom kar naključno zdaj izbrala, recimo, da bi dala tole fotko, na drugem bi pa izbrala še spet eno drugo fotko. In na takšen način si vi lahko sestavite sosledje in pripravite v bistvu, bom rekla, en mini video na temo, pač na neko določeno temo, ki bi si jo recimo izbrali. Tako da ja, Canva vam to omogoča in zdaj, če gledate, v bistvu smo zdaj že, ker zdaj že imamo 2, smo prišli že na 14 sekund, se pravi, nekaj do 60 sekundne videe, konkretno za Instagram, si vi komot lahko v bistvu tukaj pripravite, da jih potem tam tudi objavite. Zgolj template si morate poiskati, se pravi, recimo ta je zdaj takšen, ta bi recimo bil še bolj, bom rekla, nekako vabljiv, da mislim, je bolj pač svež, moderen, ampak vse je odvisno od tega, na kakšen način vi želite reprezentirati vaš brand, se pravi, kako se želite predstaviti. Tako da tukaj si izberite neko podobo in temu sledite. Se pravi, ne da bi zdaj imeli preveč različnih grafik, preveč različnih templateov, ki bi jih uporabljali. Vzemite si mogoče dan, dva, da malo pobrskate in v bistvu ugotovite, kateri je tisti, ki vam recimo najbolj sede, kateri vam je najbolj všeč in ga potem nekako tudi vpletete v vašo zgodbo, da ga uporabljate. Ker ogromno vsega imate na voljo, odvisno je res od tega, na kakšen način se želite reprezentirati. In tukaj recimo namesto te fotke bi lahko komot tudi dodali v bistvu video, se pravi, vidite, da zdaj dejansko je, se pravi, se premika oziroma ta je še bolj zgovoren, se pravi, tudi na takšen način lahko pripravimo enostavne video vsebine znotraj same Canve, tako da ne rabite nekih zelo, bom rekla, zapletenih programov, ampak tukaj noter lahko naredite potem samo animacijo. Ali pa kot ideja, dosti jih recimo uporablja spet neka mnenja, testimonijale recimo za video vsebine, kaj bi naredili, recimo se pravi spremenili bi povsem iz vidika našega brenda, se pravi na kakšen način želimo imeti, potem bi odstranili določene elemente, ki so nam mogoče odveč in bi tukaj napisali recimo mnenje 1, se pravi kot neko pač mnenje, ki smo ga prejeli, potem bi pa duplicirali in bi recimo na drugem napisali neko mnenje 2 oziroma bi na takšen način nek video zgradili. Ali pa v smislu nasvetov, ne vem, 5 nasvetov za
Kaj pa vem, za čiščenje oken mi je zdaj prvo padlo na pamet, se pravi, da bi recimo ustvarili video, kjer bi pač podajali nasvete, se pravi, si zgradite s pomočjo teh templateov, ki jih imate na voljo, eno sosledje, potem pa samo prenesete kot video, se pravi, spet izberete MP4 video in na takšen način v bistvu spet imate pripravljeno eno vsebino, ki jo potem objavite na vašem socialnem omrežju. Tako da na to pot lahko v bistvu uberete, če si želite nek video zgraditi s pomočjo Canve. In da ima Tomaž roko gor že nekaj časa, tako da Tomaž mislim, da želi nekaj vprašati, Izvoli. Ja, me že roka boli, ker že dolgo držim zrak. Samo sem želel dodati za gospo Simono Jeglič, da se če dovoliš, Monika, da se v Canvi lahko tudi custom dimensions, se pravi, da si ustvarite sami svojo prezentacijo, ki jo pač rabite. In glede na to, da je navedla gospa, da je rabi za 16:9 format za HDTV, zdaj HDTV je 1980 na 720 pikslov, resolucija, se pravi tam, ko greš na domači strani v Canvi, se lahko tudi tam vpišejo direktne dimenzije, ki jih rabiš, ali pa recimo za Full HD TV 1920 ali za krat 1080 oziroma za 4K 3840 krat 2160. Tako da lahko čisto od začetka, čisto z nule tudi v bistvu naredimo template in potem samo dodajamo vse te elemente. Tako, ja. Super, to imate, super. Hvala, Tomaž, da si me dopolnil. Se pravi, je pod custom size, se pravi create new design, pa vnesete, se pravi, dimenzijo, ki jo rabite. Ja, kako si rekel dimenzijo za HDTV? Za HDTV je 1980, oziroma to je Full HD, 1920 na 1080 je Full HDTV. Zdaj, če pa gre, če sem prav razumel, pa je samo za HDTV, 16:9 format, je pa 1280 na 720. Zdaj, dimenzija je, diagonala je ista, se pravi 16:9, nekatere računalnike imajo tudi 1600 na 900 pikslov, dimenzije so enake, samo število pikslov je različno. Zdaj pa pravim, vsak si pa ustvari takšnega, ki ga potrebuje. Ker tudi recimo določene aplikacije imajo omejitve, ne vem, recimo ta Zoom primerjava, recimo ta vsi, ki ste dobili danes registracijski obrazec za Zoom, je maksimalno dovoljeno nalaganje banerja, je 400 po višini oziroma 1280 po širini in zato včasih, ko rabiš nekaj za določeno aplikacijo, si pač to vpišeš točno dimenzije, ki jih rabiš. Pa mogoče še samo izkušnja moja, ker ne moreš, kot sem na začetku rekla, ne moreš spreminjati dimenzij v tej free verziji, se pravi, zbereš en template, ne moreš ga pa potem obrezati pa prilagoditi. Nek trik, bom rekel, ko sem jaz ugotovil, je, da pač označimo, damo Ctrl+A, recimo vse elemente, ko imamo tekst pa vse, označimo vse, kar imamo na določeni dimenziji, pa gremo se vrnemo nazaj na tisto domačo stran Canve, odpremo template, ki nas spet odgovarja za drug potrebe, recimo Facebook, Instagram, karkoli, in samo enostavno prelepimo v tiste dimenzije vso vsebino in malo nam razmeče, ampak je potem dosti lažje potem delati v drugi dimenziji, kot pa spet se na novo. Tako da, zdaj pa tiho. Ne, super, hvala. Zdaj, preden se pojavi še kakšno vprašanje, bi jaz udeležence povabila, da izpolnijo anketo. Namreč včeraj sem vam odložila link do enke in bi vas lepo prosila, da ocenite današnji dogodek. Glede na to, da vidim, da je tematika res zanimiva in tudi udeležba je bila temu primerna in vidim, da ste željni znanj, izkušenj. Tako da jaz bi predlagala, imate tam eno rubriko, kjer lahko napišete, ali si želite še kakšne tematike bolj poglobljeno, tako da vas vabim, da tam napišete, če bi si želeli, ne vem, ponovitev tega ali poglobljeno Canvo, pa ja, se bomo potrudili pa organizirali. Tako je, ker to je bilo za prvi občutek, kaj vse je možno v bistvu, drugače pa so specifike, tako ste v bistvu že ugotovili, se pravi, vsak si želi en na Instagramu, drug za banerje, tretji za videe mogoče, in tukaj se da potem še iti dosti bolj globje iz tega vidika, kaj nekdo potrebuje.
Zdaj pa tukaj, da še samo enkrat v bistvu prikažem, se pravi, ko imate tale Create New Design, si lahko potem v bistvu res vnesete se pravi širino, višino, kakšno želite imeti in potem tukaj v bistvu ustvarjate. Canva pa vam spet ponudi potem neke določene template, ki jih lahko potem sem noter vnesete, da vam je spet lažje začeti ustvarjati. No. To plus dodala bi še samo eno stvar iz vidika video vsebin, kar se je pač pojavilo. Ne pozabiti pač na videe v samih storijih, se pravi, da je tudi tam kot neka animacija, kot neko dogajanje in tudi recimo za Instagram storije imate razne template na voljo, ker dostikrat se zgodi, da se sami ne upamo, bom rekla, pojavljati v storijih, še posebej, ko smo na začetku ali kakorkoli, ko začnemo s samimi storiji. Teda tukaj so vam lahko tudi ti template v doprinos, da naredite malo bolj sveže, razgibano vse skupaj, da potem se v bistvu približate tistim ljudem, ki jih pač želite nagovoriti, ne. Tako da si poiščete tudi za storije pač neko smernico, ki želite slediti in potem to uporabite. Tole smo recimo uporabljali tudi že v oglasih in je bilo precej zanimivo, tako če bi nas nekdo nagovarjal z SMS-i oziroma v Messengerju, ne, in pač napišete svoj tekst in lahko naredite res ene take zanimive pripovedke znotraj samih storijev, da nekako še bolj nagovorite ljudi, ki jih pač imate tam in se povežete z njimi. Tako da to. Jaz bom vesela vaših vprašanj tudi po delavnici, boste imeli noter mail pa vse. Ja, ogromno je možnosti, tako da raziskovanje je nujno potrebno in pa res pač, da se vsak v bistvu poglobi v smeri, v katero želite iti, pač odvisno, kaj rabite, ne. Ker različne materijale boste potrebovali, tako da tukaj čim več brskajte, raziskujte, pa vam bo Canva zagotovo prirasla k srcu, ne. Evo, super. Zdaj, če je še mogoče kakšno hitro vprašanje? Ne? Okej. Sigurno se bo pojavilo, ko boste prejeli še posnetke, pa ko boste začeli kaj delati, tako da tam vas vabim res v anketi, da to označite. Tako, jaz bi se vsem zahvalila za pozornost, Monika, tebi za izvrstno prezentacijo danes, pa vsem ostalim tudi za zastavljena vprašanja, tudi Tomažu, da je skočil. Pa nam še malo pove, ja, on je naš mojster videoprodukcije, tako da hvala lepa, Tomaž, še enkrat. Vsem pa seveda želim, da uspešno oglašujete, da uspešno oblikujete in da bodo res ti vaši oglasi prinesli tudi tržne rezultate. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi z moje strani, pa sem na voljo za vprašanja, tako da čim več kreativnosti vam želim. Hvala, Adrian. Adijo.